Prav lepo pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocojšnji večer bomo posvetili panogi o čebelarstvu. Pravijo, da to je poezija kmetijstva. Ne? Verjetno, tako sem brala v teh dneh, torej konec meseca maja, oziroma vsako leto, ne, je dan posvečen čebelam, ne, in to po zaslugi Slovenije, ne, ker je bila Slovenija predlagatelj. V Sloveniji pa je nad 11.000 čebelarjev in nad 200.000 čebelskih družin. Je to. O vsej tem bo nocoj tekel pogovor in sicer pozdravljam naši sredi gospoda Aleša Pernamčiča. Hvala, da ste z nami, naši sredi, da se bomo o tem širokem, bi rekla, svetu pogovorili in marsikaj se verjetno tudi naučili. Nocojšnji večer bo vodil Jakob Leopoli. Hvala, da si z nami in predajam besedo. Najlepša hvala, Franka, in lep večer vsem, ki ste danes prišli v našo sredo. Čebelarstvo vzbuja v zadnjih letih veliko zanimanja, predvsem pri mladih. Sam vem za 4 primere v Števerjanu mladih, ki so čebelarji, med katere štejem tudi samega sebe in tudi mladega Nikolaja in Edija tu v prvi vrsti. Prosim? Ja, on je, ja. Potem tudi Aleša imamo, to je dolgoletni čebelar. Miloš se ukvarja tudi s tem v Medjevasi, res. In tako. Zanimanje za čebelarstvo se torej širi, mogoče tudi zaradi tega, ker je v zadnjih letih veliko govora o tej žuželki v zvezi tudi s klimatskimi spremembami, ker ima čebela ključno vlogo pri opraševanju rastlin. Znanstveniki sicer pravijo, da če bi čebela izumrla, bi se tudi nam pisali hudi časi. In o tem bomo kaj povedali potem kasneje. Kot je povedala že Franka, je danes z nami Aleš Pernarčič, čebelar iz Štivana, strokovnjak, ki predstavlja 4. generacijo čebelarjev v svoji družini. Dober večer. Hvala za povabilo, hvala za lepo publiko, hvala, da ste čebelarji tukaj danes, tako mi lahko daste eno majhno roko. Žal je tak svet zelo poseben, ni pa lahko o njem govoriti tudi tistim, ki že o tem vedo. Včeraj zvečer sem se srečal v lokalni Devetak, smo imeli neko srečanje in smo imeli med goste Rafael Melolio, to je znanstvenik iz Italije, biolog, ki se ukvarja za mednarodno organizacijo o čebelah, nekako se ukvarja prav za protivarozi in nas je skušal nas izučiti, kako delovati proti varozi. Do tega bomo prišli, verjamem, danes večer. Čeprav je 45 minut na ura, ni veliko časa za čebelje, navadno govorimo 3, 4, 5, 6 ur o čebeljah, zaradi tega je kar veliko, in treba zelo strniti vse skupaj. Prej te bom vprašal o sebi, torej si že v 4. generaciji čebelarjev doma, in si tudi sam čebelar, kako si, da malo poveš tudi svojo zgodbo, koliko čebeli imaš in podobno. Zgodbo panja, koliko čebeli pač veliko skriva. Ogromne, sej. Torej, jaz sem iz Štivana, imamo majhno firmo skupaj z očetom in ta firma se imenuje Jakne. Jakne je ljudinsko ime sicer naše njive, ta glavne njive, ki je v Štivanu tik ob reki Timavi. Na njem navadno so ti dedje imeli trte, gojili so koruzo in razne vrste vrtnarstva, ter tudi štaljo so imeli tam. V letih počasi se je vse skupaj žal opustilo in potem počasi smo spet vse skupaj 15 od tega prejeli ponovno v roke in dali novega življenja. Naša družina je nekako posebna, saj oče ni biološki v bistvu in sem upršal počasi, se mi panike. In družina se je torej razširila na par metrov dalje od hiše in tam smo dobili drugega v bistvu soseda, ki je postal oče. In njegov
oče je danes moj nono in on se je že vrsto let ukvarjal s čebelarstvom. Danes ima 85 let letos in že od 40 let dalje se ukvarja s čebelarstvom. Njegovi dedje, obojestranski, so bili čebelarji v Štivanu, na Jaknah v bistvu. In drugi ded pa se je ukvarjal s čebelarstvom, tam, kjer danes je Lizot avtocesta, tam nekoč je bil en mlin, ni bilo ceste, ni bilo vsega, kar vidimo, ni bilo teh infrastruktur in bila je pa neka idilična, pravlična skoraj situacija z mlinom, reko in tam so imeli celo vrsto živali in tudi so čebelarili. Tam so imeli te žnidaršič slovenski način. Jaz v bistvu sem po študiju trgovske v Trstu se odločil za Videm oziroma za agrarno fakulteto in sem tam naletel na tečaj čebelarstva. Ne naključno, v resnici, ne naključno. Sem rekel, ok, moram poskusiti, je bilo nekaj me klicalo. In tam sem spoznal profesorja, sicer Frilija, to je profesor Frili, ki je bil eden izmed glavnih profesorjev čebelarstva v Italiji in tudi rektor univerze Vidma. In celo vrsto drugih sodelavcev, Naci, ki je danes izvedenec prav v Varoji, potem pa še Milanija, ki je žal imel eno grdo nesrečo in on je bil zoolog in se je vedno ukvarjal na mednarodni ravni, so se ukvarjali prav s čebelarstvom in s temi stvarmi. In tam počasi je navdušenje oziroma zanimanje rastlo vedno več, ne? In po prvi Lauri, po prvem izpitu, mi je ded podaril 3 družine. In tako se je vse skupaj začelo, tako je na poskusi. In ja, v bistvu je že 15, če ne 16 let, ki se s tem ukvarjam. Bil sem tudi predsednik čebelarskega konzorcija v Trstu za 7 let. Medtem pa, poleg tega, sem oče 2 sinov in se tudi ukvarjam s kmetijstvom, sicer sem delal prej pri Koldireti, to sem kot agronom. Danes oziroma 6 let od tega sem menjal delo in sem koordinator strukture lokalne akcijske skupine Kras in se še vedno ukvarjam tudi s kmetijstvom in s podeželjem nasploh, v glavnem s Krasom in raznimi drugimi dejanji, ki lahko pripomorejo do tega, da Kras v bistvu raste oziroma kmetijstvo raste, obrtništvo, turizem in še sociale. Če se povrnemo na, hvala za ta izčrpen odgovor. Če se povrnemo na žuželko kot tako, ne, vemo, opraševalcev je veliko, ne, med tem je tudi čebela, ni pa vsaka čebela tudi apis mellifera, je res? Točno, ni se. Res, to je zelo zanimivo, ne, po drugi strani pa... Mi vemo, poznamo, mislimo, da vse čebele so tiste, ki proizvajajo med, če rečemo. Mi verjamemo tako, ne. Obstaja pa 20.000 različnih vrst čebel. Samo v Italiji jih živi 600 različnih vrst. Niso vse opraševalci, logično. Nekatere imajo to funkcijo, sicer funkcija opraševalca 80% je opravljena s strani čebele. Razlika, se pravi 20%, navadno so razne druge samotarske čebele, tako se imenujejo, ker živijo same, ne živijo skupaj v skupnosti, tako imenovani kot čebele, ki poznate. In potem imamo tudi muhe, nekatere muhe, te se imenujejo na primer sirfidi, so zelo podobne oziroma so skoraj enake čebelam, razen tega, ker se drugače migajo, se migajo prav kot muhe v bistvu. In tudi te oprašujejo, imajo to vlogo opraševalca. In nekateri metulji tudi. Razlika je ta, da so čebele stroj za opraševanje in so zelo funkcionalne, točne in zelo zveste.
če začnejo s opraševanjem, med navednicami, češnje, bodo do konca opraševale češnjo, ne bojo šle na nekaj drugega. Ostali opraševalci so bolj sporadični oziroma grejo malo sem, malo tja, odvisno, kjer dobijo boljše pogoje. In v bistvu moramo vedno misliti, da opraševanje ni mišljeno kot, da čebela ve, da mora opraševati. Smisel vsega tega je, da čebela dobi nekaj, kar jo zanima. Tisto, kar jo zanima, dobi v cvetu in to je medježija oziroma nektar. Nektar je voda, 80% vode, ostalo so razni enzimi in sladkor. To se pravi, se pripravijo med iz nekaj, kar je 80% vode. Ne? Pomislite, kakšno težavo imajo te žuželke, da potem pretvorijo nekaj, kar je voda, v med. Skoraj kot... Ne? Ja, se one same potem, potem do tega pridejo. Ne? Proizvedejo same, ne, praktično. Ne dobijo v naravi. Med ni pripravljen v naravi. Je v naravi, saj čebele so naravne, ne? To je drugo. Po drugi strani pa spremenijo one to, kot da bi pridelale. Če uporabimo italijanski izraz, ta nektar je semilavorato praktično. Ne? In oni potem, torej, semilavorato. To, kar Materia prima, to, kar rabijo, recimo, rabijo nekaj, da potem proizvedejo nekaj drugega, ne? Ena surovina bi bila, recimo tako, če posplošimo ekonomsko, če reč. Ne pozabimo tudi čmrlji, ne? Čmrlji, ki večkrat vidimo, so ti bombi, majhni. So taki malce bolj... Čmrlji, Tudi oni in navadno tudi so uporabljeni tudi v agroživilski industriji, bombi, za opraševanje paradižnikov. Naprimer na Holandskem uporabljajo te bomb box, ki so škatle s ličinkami noter in jih postavljajo v razne tople grede in uporabljajo za opraševanje paradižnikov. Zakaj to? Ker čebela ima velike težave pri orientaciji, ko se dobi pod toplo gredo, ker je svetloba jo drugače usmerjena in se ne orientira več. Steklo bije drugačno svetlobo in zaradi tega potem ima težave, da pride do... In torej imamo, v Italiji si rekel, 600 različnih vrst čebel, niso vse apis mellifere, ne? Torej, kaj pomeni, da nekatere enostavno ne proizvajajo medu? Absolutno. Nekatere so tudi megakili, se imenujejo, potem so ozmje. In navadno se sprašujete, kdo je tisti, ki je odrezal, naredil nek krog na rožah. Te rdeče rože. Ja, vrtnice. Pardon. Tiste so prav te ozmje, ki se sečejo listič in s tem lističem potem pripravijo njihovo jajčke, zaprejo, dajo hrano, zaprejo z drugim lističem in tako naprej, naredijo v teh ceveh, majhnih ceveh, ki so lahko bambu ali pa razne druge, tudi lukence, tudi v cementu oziroma tudi v raznem materialu, ki dobijo, one tam sestavijo in napohnijo z jajčki, potem te ličinke srodijo in potem pridejo ven. In to so te ozmje, navadno so čudovite, so te malo bolj posebne. Jih ne opazimo, ker enostavno... Ker se zelo motimo tudi s čebelo samo. S čebelo samo, če reč. Glejte, se je zgodilo večkrat, da na fotografskih natečajih o čebeljah večina ljudi pošilja slike, ki nijo čebel. In imamo od vsega tudi muhe, naprimer. Vsi mislijo, da je nekaj rdečo in črno, rumeno in črno, in tam se pomotim, slikajo, kar vidijo. Poslušaj, in zdaj, če gremo, potem se osredotočimo na tiste vrste čebel, ki so, recimo, nam najbolj znane. Tu poznamo tisto ligustiko, ki je italijanska čebela, in potem imamo našo kranjsko čebelo. Tako je. Katere so, recimo, razlike? Zakaj bi se en čebelar odločil za eno ali drugo čebelo? Torej, kot dobro vemo, govorimo o žuželkah. Žuželke so taka živa bitja, ki so zelo ne specifična, ampak imajo to veliko lastnost, da se znajo
v določenih ekoloških nišah izredno znajti. Ne? To kaj pomeni? To pomeni, da če določene danosti so določene in v bistvu je vlažno, je toplo, je mraz, piha, rastline, ki tam rastejo, imajo določene cvetove ali pa drugačne. Žuželka ima to moč, oziroma ima to kot vsa živa bitja v resnici, ampak žuželke toliko več, ker so dosti bolj prilagodljive izzivom, ki jih imajo izven, se v bistvu prilagodijo na najboljši način na tiste določene situacije. S tem, kaj sem hotel povedati, da italijanska oziroma ligustika je prilagojena na določene pogoje, ki so tipični in karakteristični za mediteranski svet. To se pravi za skoraj celo Italijo, skoraj celo Južno Evropo. Na drugi strani imamo pa kranjsko čebelo. In kranjska čebela je zelo prilagodljiva in zelo se znajde v prostorih, ki so podobni Sloveniji, to se pravi gozdovom, oziroma prostorom, ki so bolj mrzli. Kjer imamo mogoče celo celinsko podnebje. Tako je, ne mediteransko. Ne mediteransko. Ne mediteransko. Prav zaradi tega velika večina ras, ker to je rasa, ni več apis mellifera, in dodamo še v tem primeru carnica za kranjsko ter ligustica za italijansko. Velika večina čebel v svetu so ligustike. Ja, velika večina. V Združenih državah Amerike, v Južni Ameriki, v Kanadi in druge po svetu v glavnem uporabljajo, ligustiko. Čeprav Kranjska je zelo cenjena kot Kranjska je zelo cenjena, absolutno je zelo cenjena. Zakaj? Ker pravijo, da je bolj Ker je bolj trpežna, ne porabi veliko hrane. Manj napadalna, Odvisno. ne. To je odvisno. Moje so. Osebno meni je kranjska čebela všeč, ker v določenih pogojih. Letos, na primer, ni bil ta pravi izziv za kranjsko, ker letos je bilo še kar obilno cvetenje in je bilo zelo toplo in ne preveč vlažno v bistvu. Ne? Ni bilo vlažno. Ne? Sploh ni bilo. Danes. Prav zaradi tega pravim, da letos ta ligustika je bila zelo dobra in se je videlo veliko razlike. Ne? Ja. Ker je ligustika bolj navadna, takrat tople, ligustika, recimo. Ko je toplo, ko ne piha, ko ni vlažno, zelo dobro dela. Ja. In se prav videlo razliko. Se vidi razliko, ja. Jaz imam v bistvu vsako leto kupim določene matice, nekaj ligustik, nekaj kranjskih, tako da imam potem neke variabilnosti, neke raznolikosti v samem čebelnjaku. Ne? Na ta način tudi potem opaziš, kakšna situacija se najbolj prilagodi določenim izzivom, vremenskim izzivom. In tisto, kar sem hotel povedati, je bilo to, da katera je lastnost teh čebel. Se oproščam, ampak ne skrbi. Najprej prva lastnost je ta, da ima drugačno podobo, nekoliko temnejša in nekoliko manjša. Tudi matica sama je različna. Sama je manjša in tudi je več dlakava v bistvu. Medtem ko ta italijanska je bolj kosmata. Po drugi strani, kar je najvažnejše, ima tudi ligulo, to se pravi ta jezik, je krajši. Je krajši napram italijanski, ker je prilagojena na cvetove, ki so navadno drugačni in krajši, ki se nahajajo v določenih območjih, ki so naprimer od Trsta proti severu. Je manj napadalna, je pa velik problem ima zame, ta slabša stvar, kar lahko dobimo v čebeli in kranjski nasploh, je ta, da ima veliko rojuje.
In to je ja. velik problem. Čeprav v zadnjih letih so pripravili veliko linij, veliko novih linij, katere so selekcionirali prav, da v bistvu ne Rojijo rojujejo. manj. Rojijo recimo, ne. manj. To je veliko rojenje, Ja, potem bomo rojenje. povedali, je velik križ za vse Ja, čebelarje. tako je. Z razliko od italijanske, ki navadno ne rojuje. Navadno. Ne? Navadno. Okay. Logično, Če bi rojujejo vse. vedel. Če gremo korak naprej, recimo, ne? Tako da tudi za poslušalce oziroma za publiko, ki se s tem ne ukvarja, recimo, in to ne pozna. Imamo recimo v enem tako idealnem panju imamo 3 različne čebele in to je matica, Trot. čebela trot in čebela delavka. Ne? Tako je. Ja. Katera je razlika? Ja. Velika razlika imamo. Ne? V glavnem panj sestavljen iz približno 80,000 individualcev. To se Torej, pravi, čebel, da ja. v neki strukturi, ki je njihova hiša, imamo do 80 tudi več resnično. To načeloma potem v tistem času spomladi, poleti. Spomladi, ne potem, vedno, ja, določen seveda. moment, točno. In imamo v bistvu eno matico, ki je tista, ki v bistvu ima možnost zalega in ostalega velikega drugega dela nima v resnici. Saj ne je sama, Jo krmijo, pitajo, ja. jo krmijo in se samo enkrat v življenju oplodi oziroma enkrat, potem ko se rodi, Ja. potem ko izraste iz tega matičnjaka, zbeži iz panja, zbeži v bistvu, potem zbeži, ne točno. In v tistem primeru se s trotom Se oplodi v letu nekaj praktično. 10-20 trotov približno, enkrat v življenju se v bistvu oplodi. Ko pride nazaj, od tistega trenutka dalje ne gre nikoli več ven iz panja, razen v primeru rojenja. In pomislite, da tisti krat, ki se je oplodila v bistvu v enem samem letu, let kot letenje, za 3-4 leta ima možnost, da polaga jajčka, ki so oplojena. To se pravi, da ima določene strukture in ki so funkcionalne, da obdržijo vitalnost v bistvu te spermoteke. Ja. In to je zelo zanimivo tudi z zdravniškega vidika. In saj so nekatere študije so bile prav v tem smislu in jih delajo, prav da razumejo, katere so snovi, ki uporabljajo oziroma ki imajo čebele v samih sebe, da toliko časa lahko se obdrži neko seme živo toliko časa. Ker velika značilnost tudi matice je v tem, da živi abstraktno, ko živi tudi 4 leta. Ne? Do 5 let, sigurno. Večinoma krat 2-3 leta, v naših s čebelarji v naravi pa tudi do 5 let brez težav. Poleg nje imamo trote. Troti so v bistvu moški predstavniki panja. Njihova funkcija se je mislilo v letih, da nimajo nobene funkcije razen te od oplojevanja. V resnici pa so dokazali, da s tem, da so močnejši, debelejši, večji, imajo tudi večje peruti. In so dokazali, da v bistvu veliko pripomorejo v življenju tega čebelnjaka oziroma družine, saj v pravem trenutku vrtinčijo zrak, ki pripomore, da se hladijo in da se posuši nektar oziroma tisto, kar potem postane med. Teh je približno od 2 do 3 tisoč skupno v trenutku, mislim, sedaj jih imamo še. Za par tednov jih ne bo več in jih bodo delavke spodile. Lahko odidejo. Ste končali, hvala, nasvidenje. Spodijo in potem enostavno. Tako je. Propadajo. Poleg njih imamo še delavke. To so sterilne, so ženskega spola, ampak nimajo možnosti zalege.
In v bistvu one so resnično delavke, ampak so tiste, ki kontrolirajo oziroma režirajo celo strukturo, cel panj. V trenutku odločijo, kaj treba pridelati, če je za pridelati satje, če je za iti na pašo, če je za pobirati vodo, če je za pobirati propolis ali cvetni prah. Če čebelja oziroma če matica je prestara, so one, ki odločijo, da jo treba zamenjati. In v tem primeru začnejo s matičnjaki oziroma jajčka, ki so zalega, ki ima do 3 dni, naprej jo hranijo Z mladičnim mlečkom. Ne, mladičnim ker mlečkom. to je zanimivo praktično, ne? Oprosti, če te prekinem, da tista jajčeca, s katerih potem se nastane recimo delavka ali matica, je načeloma isto jajčece, je res, Isto ali ne? jajčece, To, kar absolutno. se spremeni, je hrana, ki jo dajejo temu jajčecu in potem tej žuželki oziroma na začetku, ne, tej bulbi na začetku, ne. Ja, prve 3 dni v bistvu vsa jajčeca so hranjena s matičnim mlečkom, po 3. dnevu samo tiste, ki bodo postale potem matice, imajo to možnost, da Še naprej naprej. jedo tisto. Ostali imajo en miks med medom, cvetnim prahom in v bistvu to je to. Matica tudi v življenju se hrani samo z matičnim mlečkom. In zanimivo je, da se ga ne dobi v naravi nikjer, oziroma ga pridelajo same čebele. Čebele imajo za glavo, Ja. imajo Ene žleze. žleze, ja, ki se imenujejo, to sem si zapisal, ker drugače je težko se spomniti. V italijanščini so hipofaringeje, v slovenščini so hipofaringeje. Je isto. In te so prisotne v mladih čebeljah do 15 dni približno, med 5. in 15. dnevom imajo te žleze razvite. In prav te čebele so tiste, ki hranijo in se vrtinčijo v bistvu okoli matice in jo hranijo ob potrebi. Ja, in tudi jo porivajo, naj gre za lega tja, gor, levo, absolutno. desno, če rečem. Ona v bistvu je kraljica samo na papirju. Samo Oziroma v samo v imenu. italijanščini, ker Samo v Slovenija je imenu matica, kraljice ni je tista, matica. ja. Matica v bistvu Ja. je zalega. Samo zalega Konec. in to je delo, Konec. ki ga ima. Ne? Tako je. Ja. Kar je zelo zanimivo pri delavkah, je prav to, kar si že delno omenil, ne, da glede na starost delavke izvajajo tudi določena druga opravila in imajo tudi določene druge žleze, ki se nekako aktivirajo. Ne? V bistvu ja, v bistvu same aktivirajo Ja. ob potrebi, resnično. Ja, torej, čebela ob rojstvu mora v bistvu si očistiti Samo da spomnimo, da se rodi matica, rabi 16 dni, odkar 18, je 8 plus 8, Ja, 16 ja, tem, ja. od jajčeca dalje. 21. Namesto delavka rabi 21 dni. 21 in trot 24. Ja, v bistvu ja, v eni uri je težko povedati resnično vse, ne. In kar je tudi zanimivo, je to, da vse žuželke in tudi čebele imajo 2 življenji, ne. Prvo življenje je tako tista prva faza, ki je jajčece, ličinka, nimfa. To je v bistvu v zalegu, to se pravi, to je v satju, v satnicah, v vosku. Potem od tukaj se rodijo spet ponovno in imajo to odraslo obliko, ki jo poznamo v bistvu vsi. In to se dogaja v vseh žuželkah. Od muhe do kobilce. Kobilca je malo drugačno v resnici, ampak vse imajo to značilnost, da imajo 2 drugačna stila življenja in 2 drugačni obliki. Zaradi tega tudi, ko je jajčece in je ličinka, tudi tisto je žuželka, obstaja, ne. In zaradi tega je pomembno, da tudi tam vemo, kako se dogaja en ciklus življenja čebele, se je začel ob jajčku, ne potem, ko leti.
Tako, ligza. Ne vem. 8 dni je ličinka na prostem, v bistvu je v svoji celici, je pa odprta, potem pride zaprta s voskom in malo porozno, saj lahko diha. Ne? Tukaj se razvija potem pupa oziroma buba, katera potem se razvija počasi v naslednjih 8 dneh za matico oziroma 8 plus 21. Do 21. dne v bistvu se razvija v odraslo čebeljo in potem izraste, se rodi, preluknja v bistvu Si vosek. pokrov, recimo, Ja, vosek. Ja. in pride na dan. V tem primeru prime zrak, zadiha prvič, nima nosa, nima ust, spomnimo se, ima pa neke luknje ob strani in te se napolnijo z zrakom in v bistvu prime in dobi barvo. Drugače je bele barve, ko se prvič pride iz celice. Takrat očisti celico in začne z drugim delom. In to je v bistvu krmiti matico. Potem imajo druge vloge oziroma morajo hraniti ličinke. Potem imajo to vlogo, da morajo pobirati vodo. Vodo rabijo čebele, bodisi v bistvu za njih, kot tudi da nosijo vodo v panj, če je preveč toplo, in s vrtinčenjem v bistvu znižajo temperaturo panja. Ja. Oziroma neke vrste recimo, klimatizacije. Ja, klimatizacija. Ne? S tem, da znižajo temperaturo na ta način. Samo starejše čebele, v bistvu tiste, ki imajo od 20 do 25 dni dalje, imajo to možnost, da hodijo na pašo oziroma hodijo pobirati nektar. Potem, ja. To je, tako kot smo mi navajeni to stvar razumeti in videti. V resnici se dogaja to, da je zelo odvisno od tega, v kateri situaciji se nahaja oziroma je družina. Primer. V primeru rojenja ni zalege, potem ko so rojile. Zaradi tega tudi čebele, ki imajo manj kot 20 let, bodo zelo verjetno hodile na pašo. Ja. Recimo, da v idealnem sistemu je tako vse razporejeno. Resnično je malček bolj kaotično. Ja, potem recimo, da se In to je prilagodijo ta stvar fascinantna čebel, ne? Da so malček bolj kaotične, kot mislimo. In se prilagodijo glede na okoliščine. Ne? Potem je tudi zanimivo, da recimo tiste mlajše čebele, to me boš popravil, če zgrešim, so mlajše čebele ustvarjajo vosek, ne? In kot si prej povedal, namesto starejše pobirajo nektar, ki imajo tudi različne žleze, aktivirajo različne žleze. Ja. V bistvu potem, ko se v bistvu mislim, da prav strohnijo te žleze za matični mleček, kasneje se aktivirajo te žleze, ki se dobijo pri žrelu na koncu. Na koncu, ja. In to so te voskovne žleze. V bistvu večkrat, ne vem, če ste kdaj videli eno sliko ali pa videli pri delu čebelarja, ko dviga satje, opaziš, da so nekatere čebele, ki se v bistvu so kot neke gimnastke, ki se raztezajo nožke na eno stran, na drugo stran, in v tistem primeru se prav pripravljajo za proizvajanje v bistvu tega voska, ki cedi jim iz v bistvu končnega dela telesa. Končnega dela telesa pri piku. Pri žrelu, ne, pri žrelu. Kar je zdaj zanimivo, da trod sigurno nima žrela, ne, torej vas ne piči, ni mogoče. Jaz se spomnim tudi mojega deda, da si je dajal v usta, tako da nas je strašil. Ja, absolutno. Trod, ne. Matica pa Matica ga ima, tudi ga ne uporablja ga uporablja samo proti drugim maticam. Drugim maticam. Ker se lahko zgodi, da se v trenutku lahko dve matice rodijo skupaj
in samo ena izmed, ja, prav, tudi 5-6 točno, ena sama izmed teh pa ostane živa, ne, potem se, poleg tega tudi, če ni skoraj vedno, lahko tudi obe dve. Tudi 4-5 dobimo 5 rojev, se je že zgodilo. Ja, ja. Lahko tudi vse 4, obe, ko se enkrat začnejo boriti, umrejo obe. Umrejo obe, ja. Se zgodi tudi to v naravi. Ali pa ena dobi, gre ven za plojevanje, pride ptič, jo poje in je ni več nazaj. Tudi to so stvari, ki se lahko zgodijo, ne. Jih je več in več zgodb o tem. In še to, namesto, smo že povedali, lahko živi do 5 let, recimo 4-5 let matica, namesto delavka, koliko časa živi delavka? Tukaj je odvisno od tega, kakšen je trenutek, oziroma v tem trenutku, to se pravi spomladi, poleti, delavka živi od 30 do 45 dni. Odvisno je, kako je naporno delo, več dela imajo, manj časa živijo. Čebele, ki pa prezimijo, lahko tudi do 6 mesecev živijo. Ja. So take tudi bolj morfološko, malce različne, so malce bolj velike. Vsaj tako sem bral, ne vem. Vsaj tako, ja, ja, to je tako nekako pravijo, ja. V resnici velika razlika je ta, da v notranjosti so drugačne. Ja, okay. Nabirajo od poletja dalje, čebele, te delavke, nabirajo, v bistvu bi lahko rekli mast. To so, v italijanščini so tako imenovani corpi grassi, corpi grigi, in to je v bistvu maščoba, ki se nabira v telesu, ki pripomore, da preživijo do da prezimijo v bistvu. Medtem ko čebele, ki so sedaj, spomladi in poleti, teh struktur nimajo, oziroma so zelo malo prisotne. Zaradi tega morda so kot mi, ne, poleti shujšamo, ne, in ko se pripravljamo na zimo, pridobimo kakšen kilogram ali maščobe, ali več. Poslušaj, in to, kar je mogoče, se sprašujemo, koliko proizvede ena čebela medu? Tako da razumemo tudi. Koliko češ? Tako da razumem, koliko je en kilo medu, če reč, ne? 30 miligramov na dan uspejo pripeljati domov, ne? 30 miligramov. V celem življenju koliko? V celem življenju v bistvu na dan naredijo 7000 cvetov. V celem življenju kakšno 1 milijon cvetov obiskujejo. Ena žlica medu? Ja, tako je. Pol žlice medu ena čebela v celem življenju, ja. Zaradi tega jih je od 60 do 80 tisoč, ne? 30 miligramov krat 40, ne 40. Krat 20, ja, krat 20 je kar malo in se namaltrajo toliko. Ja. Če gremo zdaj si omenil tako tudi na sam panj, ne, tudi mi vidimo, ko smo recimo pri nas ali se vozimo po Sloveniji, vidimo te panje, ki so na enih vozovih, ne, na vozovih in jih je več recimo, ne. Opazimo pa tudi druge panje, take, ki so recimo nakladni, ne, panje, ne, torej imamo dve tipologiji panjev, vsaka ima svoje prednosti, prej je že bila debata tu, Odprta debata. Odprta debata, ne, in to, na eni strani imamo te dadenblatt, ki so ti naknadni panji, ne, namesto to, kar vidite na vozovih recimo, ne, je ta žnidarčič, ne. Žnidarčič, ja, tako je. Glejte, čebelarstvo je, vsi mislimo, da je čebelarstvo neka živinorejska panoga, in da so čebele v bistvu domače živali. Čebele niso domače živali, nikoli ne bodo postale, ne. Mi jih samo racionalno upravljamo. Bi hoteli, pazimo. Bi radi jih. V preteklosti prvič je človek pobiral med iz dreves v gozdovih. Čebele so bile v naravi same, še danes so v naravi same, tudi v nekaterih krajih, tudi pri nas obstajajo čebele same, ki živijo v naravi.
in si dobijo prostor, ki lahko je ena votlina, ki lahko je deblo, ki lahko je katerokoli druga, tudi zidovi v hišah med zidom, med kamnom in kamnom se postavijo in tam lahko živijo leta in leta in leta. V preteklosti pa iz gozdov so počasi pripravljali si take bolj posebne hlode, jih znotraj spraznili in počasi jih pripeljali bliže domu, tako da so imeli na razpolago ob potrebi med, čebele in ostalo, in vosek v glavnem tudi, ne. Nekoč je bil med zelo dobro cenjen, vosek tudi zelo dobro cenjen, saj so ga uporabljali za razsvetljavo, ne. Potem počasi so uporabljali koše. Koši so v nekaterih predelih sveta še danes jih uporabljajo še danes. To se pravi, so taki koši, ki jih obrnejo, imajo zarezo spodaj in čebele se pritrejo z vrha proti dol, zgradijo njihove satovje, satnice. V Sloveniji so potem v preteklih 200-300 letih ustanovili in pripravili te kranjske panje, Kranjič se imenuje. To sigurno ste kdaj videli in sigurno ste kdaj o tem slišali, saj so prav tisti, ki navadno imajo te panjske končnice na koncu. To so v bistvu neke velike škatle, lesene, ki imajo določene oblike, določeno višino, določeno širino. Kar se tiče pa so globoki v bistvu, kar ki so imeli v tistem momentu na razpolago les. Te pa so bili vse to, kar sem naštel do sedaj, je bilo pa težavno zadelati, zaradi tega, ker so čebele delale satovje prosto. Oziroma ni bilo neke kontrole nad tem, kje, kako in zakaj delajo njihove družine, kjer polagajo jajčka, kam dajejo med in podobno. Zaradi tega do tega trenutka so čebelarji, če lahko jih tako kličemo, verjamem, da ja, ko so pobirali med, pobrali vse. Čebele, ličinke, jajčka, kar je bilo. In vse skupaj so stisnili in tam je prišel tisto, kar je prišlo ven, med. Od nekega trenutka dalje pa je človek začel uporabljati panje, tako imenovane racionalne panje, in to je v bistvu aže, ta tehnika aže oziroma čebelnjaki aže so ena prireditev teh kranjičev. V bistvu so pripravili na tak način, da lahko tudi te strukture, ki čebele uporabljajo za preživetje, za spolaganje medu in podobno, lahko jih premikamo in jih pregledamo. Ta je glavna razlika. V bistvu obstajajo satniki, to so neki leseni okvirji, v katerih čebele zazidajo njihove celice oziroma Zvoska naredijo. tako je, satje, satnice. In dve razliki v glavnem obstajajo, dva drugačna načina čebelarjenja, in eden je ta slovenski, ki je v bistvu aže in v bistvu čebelar dela od zadaj, ne, in premika te satovje od zadaj, jih vleče, jih pregleda in jih postavlja potem nazaj noter. Ali pa ta drugi, ki so tako imenovani nakladni, ki imaš to škatlo in gledaš oziroma deluješ iz vrha. In vlečeš satnike z vrha, jih pregledaš in jih postaviš spet noter. Zdaj, kateri je boljši, kateri je slabši, o tem ne govorim. Dolgo vprašanje. Se ne govori o tem, ker je odvisno od tega, kako se vsak od nas najprej nauči, ne. In če se najprej naučiš s žnidaršič, ti bo najbolj ustrezal žnidaršič, če se naučiš prej z daden blat, se boš najbolj pridobil z daden blat. Obstajajo pa še drugi, obstajajo tudi Langstroth, ki so podobni, so vedno nakladni.
V zadnjih časih pa, v zadnjih letih pa pripravljajo tudi različice, nove, to so naprimer Top Bar, se imenujejo, ki pa so en miks med vsemi in te uporabljajo veliko v Afriki, saj so neke, kako bi lahko rekel, neke posebne škatle, ki so široke, imajo tako obliko na V in pokrite in v notranjosti imamo samo en kos lesa kot satnik na vrhu. Čebele potem na tem se zidajo proti, z vrha navzdol. Nimaš nič za na vrhu, ne, to se pravi, da medišče ne daš na vrhu, one se pripravijo njihovo družino in jajčeca na eni strani in potem se družina širi na en kraj in tam potem bo med. Ne? To so novi načini, ki jih uporabljajo tudi nekje tudi v Južni Italiji, v glavnem pa v Afriki in v ravnejših državah, kjer nimajo na razpolago vsega materiala, ki naj bi imamo na razpolago mi, ker stol je vosek, je železo, je les, je pa kar nekaj materiala. Ne. Torej, skozi leto so pravila, ki jih opravlja čebelar v čebelnjaku, različna. Ne? Zdaj recimo se zaključuje nabiranje. Če začnemo z zimo, ki bo naslednji, recimo, ni še tako blizu, ampak recimo za čebele zdaj bodo pobirale še malo, bodo pobirale. Ne? Katera so naslednja opravila, recimo zdaj? Ne? Kot veste, v kmetijstvu imamo posebne koledarje, ne? In v vinu imamo en koledar, ki se začne, Edi, pomagaš? 11. za Svet Martin. Ne? Ja. Od takrat naprej šteješ. Pri čebeljah tudi obstaja en koledar in je od 1. avgusta dalje. Ne? To se pravi, da leto začne 1. avgusta, ko gremo lepo na dopust, ne? In se zaključi 31. julija. To zaradi tega, ker do 31. julija v bistvu obstaja nekaj možnosti, da se nabira kaj meda. Od takrat naprej, od avgusta dalje, čebeljar mora misliti na prezimovanje. In če ne mislimo na prezimovanje od avgusta dalje, se lahko zgodi, da februarja naslednjega leta ni več družine, ni več čebel in je samo kot žalost. Kaj vsega je od avgusta dalje za pripraviti? V bistvu je najbolj važno je pregledati, če družine so še zdrave, če imajo še matico, če imajo zadosti hrane in če v bistvu je kakšna bolezen. Ne? In od avgusta dalje se začne s zatirjevanjem varoze. Varoza je, to sem se tudi zapisal, je ena pršica, ta je zelo težka, akaro po italijanščini, ki se hrani z hemolimfo čebele. Sicer to ni najslabše od tega, ker se da med koščke čebele in srka hemolimfo. Sicer to ni najslabše, najslabše je to, da s tem dejanjem od čebele do čebele, ker potem ima zelo hiter ciklus v teku leta, v 20 dneh jih od ene varoze jih pride 4, v 2 tednih v bistvu se rodijo. Je zelo hitra, je v bistvu ena zver skoraj in se od ene čebele do druge nosi bolezni in najslabše, da nosi viroze. In te viroze so zelo, ni mogoče jih zdraviti, ker antibiotike na čebeljah oziroma na živalih se ne uporablja, v Italiji v glavnem, v Evropi tudi nasploh. In lahko se zgodi, da v teku 2 tednov zaradi tega gre do smrti celotne družine.
če ne pravočasno ukrepamo. Se ukrepa kako? Včeraj sem poslušal, kot sem vam povedal, že na nekem srečanju so mi popolnoma premešali sistem preprečevanja varoze. V glavnem pa obstaja cela vrsta tehnik, od priprave novih družin do kemikalij v bistvu ali pa raznih drugih situacij. V glavnem pa dve stvari lahko uporabljamo, ki dobro delujejo še vedno, ostalo je žal že šlo Neučinkovito, ni več recimo. učinkovito zaradi tega, ja. In to je oksalna kislina. To se pravi, da se na čebele vbrizga ali vodo skupaj z oksalno kislino, ali pa se oksalno kislino vdimi. Iz trdne snovi postane dim in to nekako očisti čebele. Zgleda zelo preprosto, v resnici preprosto ni, saj treba to stvar pripraviti v trenutku, ko ni zalege. Avgusta je še zalega. In če avgusta naredimo enkrat uporabljamo oksalno kislino, bomo očistili v bistvu družino samo za eno majhno percentualo. Saj varoza živi tudi v novoroječih čebelah in tam se razmnožuje. Oksalna kislina ne uspe skozi vosek. Zaradi tega obstajajo različne tehnike in ena izmed najvažnejših v tem trenutku je ta, da se matico, Da se jo ne omogoči, da zaleže praktično. Tako Se jo je. daje v eno škatlo, ne? confinamento Ja. ali pa Blocco di di covata, ja. V tem primeru po 21 dneh, 24 v resnici, se lahko komot pripravi se uporablja oksalno kislino, družina bo popolnoma čista in potem kasneje še enkrat, to se zgodi v bistvu na polovici avgusta ali proti koncu in potem spet tam nekje novembra, decembra še enkrat z oksalno kislino in tako naj bi bilo, da je družina zdrava in čista. Žal ni 100%. Kakšenkrat se kaj izgubi. Ne vse čebele preživijo, ne vse matice preživijo, lahko se zgodi tudi, da imajo malo hrane. Če preveč časa čakamo, da pobiramo med, ker bi hoteli nekaj več, pride do tega, da ni potem zadosti medu za njihovo preživetje. Ja, dobro, obstaja cela vrsta hranil in podobno, pa verjamem, da za čebele je boljše, da imajo nekaj svojega za pojesti, kot da jim mi dodajamo potem, ne. In tudi zatirjevanje potem je postalo in postane velika težava, saj če govorimo prav o molekulah in o kemikalijah, so vedno tiste in jih je vedno manj. Tiste, ki so tako imenovane sintetične, da ne bom preveč težak z tega vidika, so ustvarile že rezistenco, da so že odporne varoze proti tej snovi. In zaradi tega varoza, tudi če uporabljamo tisto snov, je še vedno prisotna. Varoza v bistvu živi skupaj s čebelo, je en parazit. En parazit, ja. In zelo težko bo, oziroma v preteklosti se je verjelo, da se bo uspelo ga popolnoma črtati iz panjev, ne. Saj do leta 87 Ga ni bilo, ne? približno, tukaj ga ni bilo. V resnici leta 70 se je prvič pojavil, prvič so ga dobili tukaj v deželi, v naši deželi so ga prvič dobili leta 87 in od takrat naprej je bilo vedno slabše. Na primer v Novi Zelandiji, prvič, ki so zaznamovali, da je varoza, je bilo leta 2005. Do takrat je niso imeli. Avstralija je še vedno brez varoze. Se zgodi, ne?
Oni so zelo. Ma ne grejo, so zelo kontrolirani na to. tam, Ne? ne. In to je dobro. Nekoč tukaj je bilo vse. Ne? Varoza pride iz v bistvu Z Azije, vzhoda, iz z Azije. Ne? In tam zgleda, da tiste čebele v Aziji imajo recimo Drugačne ene take, čebele. so drugačne čebele in Se več same čistijo. poskrbijo, da nekako Se same očistijo, ne? same odtrgajo te varoje, če reč. Ne? One imajo, ker so recimo so se- Zrastle skupaj. Ja, Tako ne, je. so se prilagodile So se in so prilagodile. preživele kljub varoji, ker Ja. imajo recimo. Točno, tako je. eh, In prav v tem smislu tudi nekateri čebelarji in tudi drugi, ki študirajo v glavnem o genetiko čebel, skušajo pridobiti in dobiti tiste čebele, ki se najboljše prilagajajo tej varozi in selekcionirajo in pripravljajo tisto čebelo, ki potem en dan lahko bo sama uspela se očistiti. Morda. Tako da, če gremo naprej, nekje, če preživijo te čebele, če imajo dovolj medu, če imajo dovolj hrane, ne, seveda družina se manjša po zimi, ne, postane manjša, ne. Potem je. pride en trenutek, takrat februarja, marca, ko pa je spet temperatura, se viša temperatura in začenja družina rasti. Se širi. In tudi se širi in tudi delo čebelarja je seveda več dela čebelarja. Ne? Več čebel, več dela. Ja. Več čebel imaš v panju, več dela imaš. Tudi pa velika resnica pa je ta, da če zelo dobro slediš od avgusta, v bistvu od avgusta, recimo da je avgust, od avgusta naprej boš srečen celo leto. Ne? Če ti popustiš, kar je zelo normalno v glavnem, po lipi, po vsem delu v laboratoriju, po vsem, kar je bilo cel maj in roji in lovljenje in to in ono, potem resnično avgusta večkrat si privoščiš kakšen konec tedna in podobno. Ne? Če pa takrat misliš, kaj boš naredil, takrat je najboljši čas za največ dela. Kot si dobro povedal, je dosti dela potem, ko čebele rastejo, ko družina raste, ko družina ima potrebo več prostora, moraš ti pravočasno ji dati satnike. Satnice, ne? Ker Ja. je praktično v panju imate več satnic, ne? Ponavadi jih je 9 10. v danem blat, ne? In po zimi nekako stišaš panj, tako da vzameš ven satnice, ne? In potem takrat februarja, marca, ko začenja družina Širiš. naraščati, daješ nove satnice, ne? Tako da družina ima več prostora, a vseeno potem pride do tega rojenja, recimo, Absolutno. skoraj da vedno. Jaz Skoraj. nisem nikoli preprečil, da bi ne Nikoli. gradili matičnjakov. Ne? Ne, Ti ni uspelo. še nikoli. Aha. To je odvisno pa potem od matice oziroma od vrste matice. Jaz sem pri tebi vzel, Ne veš. znam. Si ti zame mi bil ti problem. prodal. Saj Si mi ti ja. prodal. Ja, tudi jaz mislim. Res je, ja. Ne, lej. Velika težava je prav ta. Potem je odvisno tudi od prostorja. Ne? V bistvu moramo misliti vedno, da rojenje je tisto, kar čebele uporabljajo za to, da Ja, da se se razmnožujejo, razmnožujejo v naravi. In to za njih je naravno nekaj zelo pomembnega. Brez rojenja ne bi imeli čebel danes. Ne? In prav zaradi tega, dobro, za čebelarja rojenje je prava nočna mora, ne, muka. Po drugi strani pa, če imaš dobro območje, kjer pobirajo, je veliko medonosnih rastlin, je ta prava temperatura in to vse pripomore, da čebela bo še prej tisto rojila. Če pa po drugi strani maja delaš na ta pravi način oziroma imaš čas, da pregledaš
in odstranjuješ matičnjake. Eventualno napraviš nove družine in zamenjaš matico in podobno. To so vsi načini, ki potem lahko preprečiš neko silno in burno rojenje, saj brez matice in brez tistih čebel, ki skupaj z matico pripravijo, sestavijo novo družino, nimaš potem več možnosti, da narediš nek dober pridelek, si prikrajšan pri tem. Ne? Ja, ker načeloma, da povemo tako, čebele, ko odločijo, da bodo rojile v enem trenutku, začenjajo graditi te matičnjake, ki so tako podolgovati, recimo v satnicah, ne, iz voska, in to je znak, da nekako bo tam se bo rodila nova čebela, ne, in to pomeni, da v trenutku, ko se tista čebela, tista matica, nova rodi, ta stara bo zletela s polovico družine, nekaj takega, recimo. Nekako, na tak način se potem tista družina podvoji in se razmnožuje. Ne? Tako je. Tako da je treba v tistem času uničevati te matičnjake, če želiš. Uničevati oziroma razumeti, kaj se je zgodilo, če si preč zgodaj, če si prekasen, če je ni. To je vse v bistvu delo, ki čaka vsakega čebelarja v tistem trenutku. Maj v bistvu je tisti mesec, v katerem se vse te stvari tukaj dogajajo stalno, neprestano, cel dan, vsak dan. Ker tudi kritično, ker potem v maju imaš tiste glavne, recimo akacije in podobno, ker največ pobereš, in če nimaš močne družine v tistem času, potem ne boš pobiral medu. Tako je, točno, absolutno. Je zelo težko potem, ne? In resnično, potem vsak čebelar ima svojo tehniko, vsak čebelar, mislim, če imaš več panjev, ne verjamem, da ti uspe vsakega posamezno pregledati oziroma vsak satnik posamezno pogledati, če je ali ni, in če je matica, če je ni matice, če rojijo, če ne rojijo. Zaradi tega v večjih firmah imajo, ne vem, zamenjajo vse matice v določenih čebelnjakih. Zaradi tega, ker se pravi tudi, da nova matica, letošnja matica ne bo rojila navadno. Ne? Zaradi tega z novo matico je zelo težko, da pride do tega, da čebele rojijo. Tudi to pa ni večkrat tako. Ne? Kakšenkrat se zgodi, da tudi matice, ki so se letos rodile, še tiste rojijo. To se pravi, da je rojila lanska, letošnja, in tako se pravi, da si ostal več kot 40 dni brez čebel, in to potem avgusta oziroma pred zimo se to občuti. In če se to občuti takrat, je zelo težko, da prideš potem do konca leta s čebelami vred. Če gremo zdaj pogledat, katere so tista drevesa, rastline, ki pri nas so ključna za med, kaj se proizvaja recimo na Goriškem, na Tržaškem, na Krasu, Brdih, ne? Katere so tiste ključna drevesa, ki so najbolj medonosna in podobno? Torej, recimo, da vsi z bibliografije tudi vemo, da najbolj medonosna rastlina je v bistvu akacija. In vsi upamo, čebelarji, da bomo kdaj uspeli pripraviti nekaj dobre akacije. Z mojega vidika dobra akacija je zelo težko jo pripraviti, in v zadnjih letih opažam, da je vedno težje. In to zaradi podnebnih sprememb, ki se v zadnjih 10 letih zelo občutijo. Se zelo občutijo, saj na primer lani je bil maj zelo mrzel, zelo deževen, akacija je cvetela, čebele pa niso uspele jo pobirati. In zaradi tega je postala neka kimera normalno ta akacija. Bomo uspeli kdaj pripraviti akacijo? Ja, smo. Zakaj? Ker potem tudi naši dobavitelji, naše stranke, ja, obožujejo nekako akacijo. Ne? Ne vem, nisem dobro razumel, zakaj še, ampak ti jo ne maraš. Jaz jo ne maram, ne, oprostite, jaz zares ne maram preveč akacije. Sicer sem
večkrat dobil in pokusil dobro akacijo, je pa zelo posebna, ne? Ni tista, zelo verjetno, kateri smo navajeni, je pa zelo svetla, ima po vanilji aromo in po konfetu, ne? Večkrat pri nas imamo nekako zelo dobro med naš, ne? Tudi če ni taki, je pa nekaj drugega, ker ni prav točno akacija, ne? Dobro. Oni ne pobirajo samo akacije, pobirajo tudi Pobirajo drugo. druge cvetove, ki so istočasno, ne. Potem in v zadnjih letih priti do dobre akacije je zelo težko, po drugi strani pa pridemo do izrednih medov, na vsak način. Ni da zaradi tega, ker ni akacije, med ni dober. Obratno, več stvari, ki je noter v tistem medu, več različnih medežij oziroma nektarjev, boljši bo tisti med, ker ima večjo variabilnost, ima večji arom, več okusov in v bistvu ne bo zelo sladek, verjetno. Tudi če med navadno je sladek. Ja. Po akaciji pa imamo Lipo. lipo, ja. Po akaciji imamo lipo, to se pravi, to velja bodisi na Tržaškem, kot tudi na Goriškem. In po lipi imaš navadno neko celo vrsto cvetličnih poletnih medov, in to so razne rastline, ki jih dobiš. Večkrat pa se zgodi, da pride tudi do gozdnega meda. To se pravi, da v hribih, ne tukaj pri nas, pride do hoje. To se pravi, da take majhne čebele ne pobirajo več nektar iz rož, ampak pobirajo limfo, afidi. To so majhne žuželkice, ki poznate zelo verjetno, uši, točno, ki uši umažejo po listih, na lipi, na hrastu, na ruju, na jelki, na smreki, ja, dobro, mislim, na krasu in gorici težje, ne. In do tega pride in ta med se imenuje ta gozdni med ali pa hojev, v primeru, da je smreka, da so pobirale to melato, v bistvu mano na smreki. To je tak poseben med, je nekoliko manj sladek, težko kristalizira, čeprav kristalizira tudi on, in je potem nekoč je bil zelo prisoten, ko smo imeli Metcalfo. Metcalfa je bila ta žuželka, ki je bila na trti, potem pa, mislim, žal za čebelarje, ne žal za vinarje, so eliminirali problem s tem, da je prišlo do raznih kemičnih zatirjevanju te Metcalfe in danes je zelo težko jo spet dobiti, čeprav tu pa tam nekje lahko pride do tega. Smo pozabili tudi na nek posebni kraški med, to je rešelikov med. Ta je eden izmed prvih medov, ki pobiramo, in tega pobiramo v bistvu proti koncu meda v teku aprila. Ta je zelo poseben. Letos vidim, da je tudi tukaj Silvano, drugi čebelar, to se pravi, vedno več čebelarjev danes tukaj. In skupaj z Silvanotom smo v zadnjih 6 mesecih uspeli tudi zaščititi na nek poseben način ta naš biser, in smo skupaj s Slow Food Italia pripravili oziroma ustanovili tako rešelikov med Presidio Slow Food. Okay, ja. Presidio je v bistvu zaščita teh posebnih hran, medov in podobno. In potem, ko praktično cveti tista sorta, ne ti bo akacija, lipa in podobno, nekako trčiš ali točiš med, kako želite, ne, in potem nekako pogledaš, če si bil uspešen v letu. Jaz sem letos, ne vem,
sem tak amater med amaterji, sem napravil 40 km medu. Koliko si jih letos ti? To se ne pove, dej. To so stvari, ki se ne povejo, ne. Da me ne boš tako, da ne bom izgledal, izpadel tako slab. Dobro, nisi slab, nisi. Na dveh sem napravil 40, na dveh, Super, na dveh ja. panjih, ne Super. boste mislili. Sem pozabil še drugi med, ki tukaj ga Ja. dobiš, ta regratov med, ne. In tudi kostanje, ne? In tudi kostan, Ja. absolutno, tukaj je tudi kostan, medtem kot na Krasu kostanja ne Ni, dobimo, ja, ne. to tudi tega, ga ni dosti tu, ampak nekaj ga je. Tukaj je, ja. Jaz vabim publiko in čebelarje, da vprašate kaj Aleša, ne, tako da če bi še hoteli kaj vedeti. Ne biti hudi. Ja, Čebelarje pravim. ja Aleš, Dajo mrežo za nabiranje propolisa. damo mikrofon, ja. Rad bi malo propolisa nabral. In sem kupil eno mrežo in sem vprašal, kako se uporablja. Ložil med zadnjo satnico in steno, a pa zadnja vrata, pa brez uspeha. Vi imate Nideršič. Nideršič, okej. Ste ustvarili na kakšen način, da hodi zrak skozi Sem pustil odprte vrati zadaj. in niso nič zataknili? Ne. V kakšnem času so to naredili? Kdaj ste to Poletje, postavil? Ja, mislim, v katerem obdobju? Julij, avgust. Aha. Verjamem, da je bilo morda prekasno. Moje smo malo izkušnje, ker z njih smo samo šele 3 leta. Ne odvisi od družine, in od slučaja. Ker določene družine zazidejo namrestijo, da Absolutno. v enem tednu je zaprta, so določene družine, ki celo leto sploh ne... Je tudi genetsko. Je tudi genetsko. Genetsko tudi so določene družine, ki tega ne delajo. Naredim 2 koraka nazaj, ko smo govorili o raznih rasah. Obstajajo tudi drugačne rase in ena zelo posebna rasa je tako imenovana Buckfast. To je ustanovil nek pater Adam se je imenoval, Nemec, in on je deloval v Veliki Britaniji. In on v bistvu je imel veliko časa na razpolago in se je s tem ukvarjal in je bil prvi, oziroma on je oče genetike čebele. In zdaj pomislim, in on je iskal in je tudi dobil vedno čebele, ki ne proizvajajo oziroma ki ne uporabljajo veliko voska. Pardon, ne voska, propolisa, zaradi tega, ker ko so nabile v panju stvari in satnike in podobno, ko je bilo preveč propolisa, niso uspeli s tem delati, ne. In zaradi tega ena karakteristika, ena genetska linija, ki so oni iskali, je bila prav ta, da čebele ne proizvajajo oziroma ne pobirajo propolisa. In zelo verjetno bi lahko bilo to, ja, absolutno, možno, ja. Ste poskusili na drugi? Ne več panjev sem ložil, nobenega rezultata. Nobeden ni šel. Čudno, res posebno. Imamo en par čebelarjev novih Števljanov. Kako je obvezna članarina se vpisati v društvo čebelarsko? Na goriškem koncu je Goriška je edina pokrajina, oziroma pokrajine obstajajo več, ampak konzorcij je obvezno. V Gorici je obvezno, ja. Bi se ne lahko pridružili Tržačanom? Jaz mislim, da vsakdo lahko se pridruži konzorcijem, tudi vidim, ni problem tisti. Lahko. Ja, tudi slovensko društvo, ne? Tudi slovensko društvo je, tisto je pa že nekaj drugega, ne še. Ja. Je slovensko društvo, je konzorcij, je... In kako je članarina tam? Ne vem več, sem že nekaj let, ki nisem več v konzorciju, se ne ukvarjam direktno z njimi. Verjamem, da je 30 € plus evro za vsak panj, ki se tam, ki se ima. Mislim, da v Goriškem je 50 €, več 10 € na panj. Ne, 3,5 €. A. 3,5 €, samo na primer lansko leto so imeli vse zdraviljenje zastonj. Ja, Vse? tudi zdravila dajejo, ne? Ja. Tudi Trstvo so bile zastonj, ne? Ma zakaj? Dobre, hvala. Lani so bila zdravila zastonj, zato ker dežela je dala, ja.
Jaz imam ene take bolj, nisem čebelarka, ne. Mogoče Ne bom. Sem pa uporabnica, ja. Mene zanima, če je res, da med nima rok trajanja, da je ena stvar, ki se ne pokvari. To je eno vprašanje. Potem pravijo, da med je ena tistih živil, če lahko temu tako rečemo, ki je zelo se da dobro ponarediti, ne. Kako to prepoznati, če je mogoče to prepoznati, ni Težko. mogoče, da so dobri tisti, ki to pripravijo. Torej, prosim. Potem še, kateri med je za vas recimo najboljši kot, ne po okusu, kot zdravilo, ker med praktično je zdravilo, ne, se ne sme pretiravati. In še tako kot ženska, mogoče, ki me zanima zmeraj, da se ne bi preveč zredili, ne, koliko kaloričen je med. Si trdimo, da ni, ne, da ni da ni kot sladkor oziroma Sigurno, tako. da ni kot sladkor, Ja. to je enkrat ena, ne. Ja. Začnem s prvim vprašanjem. Dobro. Prvo vprašanje je bilo, če, mi morate pomagati, ker mi je šlo malo z glave. rok trajanja, če ima rok trajanja. Rok trajanja obstaja v bistvu v celi Evropi in žal je ga treba postaviti in navadno se postavi 18 mesecev, če ne nekaj več. V resnici pa med ne bo nikoli, ne bo šel nikoli v slabo, oziroma bo vedno ostal Užiten. užiten. Ja. Nevarnost je kje? Nevarnost je ta, da v bistvu lahko fermentira, ampak med, če je v bistvu med in ima pod 18% vode, ne fermentira niti po 100 letih. Se zgodi, da lahko fermentira kdaj? Ko zaradi nerodnosti čebelarja ali pa tudi za naše nerodnosti, mislim, mi kot uporabniki, ki žlico damo mokro noter, jemo, potem spet mokro noter jemo in tako počasi. In s tem, da dodajamo vodo, ta stvar lahko postane potem nevarna, ne. Je pa vseeno ne fermentira recimo Ne fermentira od dveh mesecev, danes do tudi jutri, če, ne. tudi če je nekaj Se več zgodi, vode, da rabi fermentira- vsekakor 1 leto, 2 leti in še bo nekaj časa rabi, Ja, ne. tako je. Za, Bi ga lahko že pojeli, ne, če je- tako je, Ja, čakaj, ja. da pridem. Za italijansko zakonodajo je fermentiran med tisto, ne katastrofa, ma skoraj, v bistvu je adulterazione, in je nevarno. Po drugi strani je pa medica. Medico, to se pravi, ta pravo medico, ne šnopec oziroma žganjen med. Medica ta prava je prav pripravljena iz vode in meda, ki počasi fermentira, kot da bi bil vsak mošt, grozdja, jabolke in podobno, in potem tisto je tako imenovana medica. Torej, jaz upam, da ne boste tega delali, ne. Drugo vprašanje. Hidromele, točno, tako je, ja. Drugo vprašanje je bilo Če se lahko ponaredi med. tako je, ja. V zvezi s ponarejenostjo. Torej, pravijo, da se dobi tudi ponarejen med, sicer obstaja ponarejen med, tisto, kar najbolj je prisotno, pa je ponarejeno poreklo, iz kje izhaja med, ne. To se pravi, da večina medu pride prodanega kot italijanskega, okej, ali pa kot slovenski. V resnici ni ne italijanski, ne slovenski in morda niti evropski, prihaja iz ne vem kje. Nekoč iz Ukrajine, danes zelo težko, zelo verjetno, ali pa iz drugih držav, kot so Kitajska, kot so Brazilija, kot so druge kraje v svetu. Ni da prav zaradi tega ni dober, lahko je tudi zelo dober med v določenih državah, ampak uporabljajo različne načine za ga pridelovati. Kot sem prej povedal, ne, v Italiji se antibiotikov za čebele oziroma živino ne uporablja. V drugih državah lahko, v nekaterih. In zaradi tega tu je ta problem. Ni tiste stopnje higiene, ki imamo tukaj v Evropi, v velikih primerih, mislim, za pridelavo točenja medu, imaš v bistvu, je važno je, da je čisto, ne. V nekaterih prostorih tega, tudi v Italiji v resnici, se ne dela, ne. Druga ponarejenost pa je ta, da krmijo čebele
ko hodijo na pašo. To se pravi, da dajo vodo, cukor, ne, sladkor in vodo, ko pobirajo akacijev med, naprimer, ali pa ostalo, ali pa majhne količine medu dodajo tem širopom, ne, to se pravi, ko se kliče širopo, sokovi, da zgosti, ne. S tem, da ostane neka tako, da zgleda nekako med, Okus, ja, ne, sveta okus. vsaj nekaj, ne, Ja. po resnici pa tega ni. Je sirup praktično. Je sirup. Ja. In zelo težko je razumeti, če je ponarejen ali ne. Kako pa Zelo težko je. v laboratorijih pa vidiš, ne? Ja, in tudi za njih je zelo težko. okej. In je zelo drago tudi. V bistvu, v glavnem, kaj iščejo, ko hočejo razumeti, če je med ponarejen ali ne, v bistvu kontrolirajo, če ima noter prisoten cvetne prahove, ki so tipični za tisto območje. In pogledajo tudi, koliko je ta diluiran. Ja. Zrečen, ja. Razrečen. In od tega lahko razumejo, če je ali ni bil tako imenovano ponarejen. Drugače težko prenarediš med, saj ga žuželke pripravijo, ne, oziroma pridelajo. Najbolj tipo, kakovosten tisti. Ja. Zaradi tega se ne uporablja, ne. Ja. Druga stvar je tudi, nekoč to je bilo zelo, je bil velik problem, tudi da dobiš razne te kemijske sestavine, ki jih uporabljajo za zatiranje viroze, jih dobiš v medu. To se nekoč je dogajalo, ne, je prav dišalo. V bistvu ena izmed teh sestavin, ki jih uporabljajo tudi v biološkem zatrjevanju, je timol. Ima duh kot menta v bistvu, približno. In ta duh si ga potem slišal tudi v medu. Zakaj? Ker so uporabljali te sestavine, te snovi, tudi med pobiranjem medu. Medtem ko zdaj, to je Medtem ko pa zdaj strogo tega prepovedano, se ne? ne sme, se je prepovedano. Se zatira virozo brez medišča, ne, samo v tistem. Meni najljubši med, to je vprašanje. Najbolj kakovosten, tisti, ki ima tiste snovi, ki recimo najbolj zdrave. Najbolj zdravilni. Ja, Najbolj zdravilni. najbolj zdrav med zdravimi. Torej. On ne mara, Kostanj. Jaz ne maram, ko stane, mi ni všeč. Ja. Meni osebno, se to ne rečem, se to rečem. Zdaj, verjamem, da vi ste verjetno slišali tudi o drugih medovih, ne italijanskih, ne slovenskih, ima na primer iz Nove Zelandije, ta manuka. Nikoli slišali, ne. Manuka je ena posebna rastlina, ki raste v Novi Zelandiji. Prosim? Je tea tree? Okej, tega nisem vedel. In v bistvu čebele tam pobirajo nektar in proizvajajo ta med, ki ima določene lastnosti in pravijo, da ima neke tako imenovane medicinske oziroma zdravilne učinke. In Ministrstvo za kmetijstvo izdaja čebelarjem prav neke specifične certifikate in vsak med, ki ga proizvedejo od manuke, ima en kodeks oziroma ima en indikator, koliko teh sestavine ima noter. In je, ne vem, na primer od 1 do 10, na primer, in če je 10, je tista najvišja stopnja zdraviliščne oziroma te, kako bi lahko Zdravilne lastnosti, recimo. lastnosti. Ja. Resnično pa, nisem ga nikoli poskusil, ne vem, če resnično deluje in po drugi strani je izredno zelo drago. Je nad 100 evrov vaza, majhna. Zaradi tega, to sem povedal, zakaj, ker pred leti sem prebral članek, da tudi Čebelarska zveza Slovenije je pomislila oziroma je
si zamislijo, da bi lahko tudi nek slovenski med imel take učinke, kot ga ima ta novozelandski. In oni, oziroma so dali naprej, potem ne vem, če so prišli do tega, da nisem nič slišal, da bi bil lipov med podoben. To je bila študija izpred 3-4 letih, ki sem zasledil. Ne vem pa, kako je šlo. Kako svetuješ, gospe, lipo? Jaz svetujem tistega, ki vam je najbolj všeč, zaradi tega, ker med po drugi strani je sladkor. Ja. Prva stvar. In prehlad mine vsekakor vse. Prehlad mine. Zaradi tega najbolje je, da vsakdo okusi in oziroma zbere tisti med, ki njemu najbolj paše. Sigurno, kak učinek ima. Ne vem pa, če lahko resnično reši ali reši, ker v bistvu, kako bi lahko rekel, ti da to zadoščenje, da si poskusil nekaj dobrega ali pa da se čutiš bolje. Ima super okus, ima super aromo. Za boljši glas. Za boljši glas, za petje. Ali pa ga uporabljati v kuhinji. Resnično, sigurno je dosti manj delan, kot je sladkor. Ne? In je dosti, po drugi strani je sladk, enkrat ena, da je sladek, 80% je sladkorja. Sladkor je izredne vrste, je tisti, ki ga takoj asimiliramo, zaradi tega ne bomo nikoli bili težki po medu in imamo hitro energijo. Ne? Zaradi tega med je prav zaradi tega vidika dober oziroma zdrav, ker takoj asimiliraš tisto energijo, ki jo uporabljaš, ker so fruktoza in druga sestavina, ki so splošni sladkorji, ki takoj grejo v kri. Medtem ko sladkor je kompleksna polisaharidska sestavina, ki rabiš nekaj časa prej, ko jo razkrojiš in uporabljaš. Zaradi tega je izredna snov, izredna hrana, je super hrana, ker je splošna, ker je tako. Tako asimiliraš, ko gremo v hribe hoditi, je najboljša stvar med. Ja, torej, čeprav nekateri naturopati odsvetujejo med. Recimo meni ena naturopatkinja rekla absolutno medu ne. Ne vem zakaj. Zakaj je imela za prodajati kakšno drugo sestavino, verjetno. Bil en poslovni interes. Nimam sladkorne bolezni, ne, recimo, ker tisti, ki ima sladkorno bolezen, jasno, da medu ne more, ker čeprav ima glede na sladkor, ima druge prednosti. Torej, recimo Slovenija verjetno je samozadostna glede medu, več ali manj. Italija malo manj, ne, Italija sploh ni. Veliko uvaža, ne. Ogromno. Ogromno, ne. In ga uvaža iz Kitajske, ne. Iz Kitajske. Vi ste prav omenili v začetku profesora Friedlija, ne, ki je bil eden izmed največjih izvedencev za to področje, ne. Jaz sem ga poznal, torej tukaj Danilo tudi ga je poznal, ker je bil naš šef, ne, na deželi. Je bil, on je bil rektor. ERSA. Kako? On je bil direktor ERSA tudi, ne? On je bil direktor, na univerzi je bil rektor, ne? Ja, ni bil tudi direktor ERSA. ERSA, jaz sem bil na ERSA, zato ja. Zato smo ga dobro poznali. On je enkrat pripovedoval, da je bil na Kitajskem, ne? Prav zaradi tega so imeli eno seminar, ali ne vem, kaj so imeli, eno srečanje. Je rekel, Kitajska ima ogromnega medu. Samo da ga obravnava v takih nemogočih higienskih pogojih, da če bi tisti videli, ki zaužívajo tam med, bi ga sploh ne pokusili, ne. Zato verjetno Italija je tista, ki uvaža
veliko iz Kitajske, ne? Tako kot važo druge stvari. Logično. Ne? In tako da mi jemo tukaj, to je italijanski med, je to v glavnem kitajski. Ne? Zato je treba domači čebelarji početi. Točno, bravo. Glejte, Ali še kot nekaj vprašate? resnično nisem pripravljen na apiterapijo. Saj je ena izmed tistih stvari, ki bi rad še sam počasi začel in moram se še izučiti, nisem še do tega prišel. Drugič. Se čebele obnašajo celo leto enako. Absolutno ne. Jaz nisem čebelar, pa hoče zdaj bi rekel, da ki je bil čebelar, da ko nabirajo koste, radejo žleh, radejo podobno. Res je, ja. So zelo občutljive na okolje, na vreme, na temperaturo, na vse. V bistvu velja to pravilo, da na začetku, to se pravi hitro po prezimovanju, so zelo hudobne in zelo strupene tudi. En pik takrat velja, ne vem, ne bi rekel dvakrat več, ampak tudi trikrat več, kot tisti, ki ga dobim danes. Je bolj strupen, so bolj koncentriran. Ne? Potem pa so zelo, zelo občutljive na spremembo vremena. Če občutijo, da bo dež, so nemogoče. Če piha, so nemogoče. So sitne kot ne vem kaj. In kar je zelo zanimivo, da v trenutku, ko je obilno medenje, v bistvu, da je obilno cvetenje in podobno, ti lahko v bistvu greš brez ničesar. In se sploh ne menijo nate. Ja, okej, dobro. Leta in leta, ne. Moj nono pravi, da njegov nono je hodil v čebelnjak s cigareto in konec. Njemu maske, njemu rokavic, njemu ničesar. Je položil ček in to je bilo to. To je tudi moj nono delal. Ja, Da je imel eno masko z luknjo. Ja, danes nekaj takega je nemogoče, še več. Zaradi tega, točno. Imamo še kako vprašanje? Ja, če bi rad hotel povedati nekaj v zvezi s, kar ste prej omenili. Ja. Leta nazaj smo skupaj s konzorcijem naredili nek majhen večer, ne, med prijatelji v resnici, in šli v nek agriturizem in pripeljali vsake eno vazo medu, tako da pokušamo med nami in smo naredili tako majhno degustacijo. Ne. Je bil tudi eden, ki je bil malo tako furbas, ne, se bi lahko rekli, in je prinesel nek med, ki je bil podoben na kaci, podoben. Je bil, ne, okej, smo poskusili, je bil ena akacija, ki je bila čudovita, takrat akacija, je bil en lipov, je bil razno, ne. In s tem, da nismo vedeli dobro, čigav je tisti med, ki se je zdel vsem tako malo poseben in malo čuden, mu nismo dali preveč visokih ocen, no smo bili tako malo bolj nizki, ma ne preveč, da ne bi se užalil. Seveda. Pri nas, blizu nas, na drugi mizi so bila neka družina, Tržačani, ki mislim, da meda niso nikoli jedli, v glavnem, oziroma tista, ki so jedli, so kupili v trgovini in podobno. In smo rekli, hočete tudi vi, bi radi poskusili? Dali, so poskusili. Glejte, oni so ocenili tisti med, ki nam se ni zdel kot najboljši izmed vseh. Kateri je bil? Je bilo nekaj posebnih medov, je bil en lipov med, ki je bil odličen, zelo močen, aromatičen, taki prav balzamičen. In potem smo imeli tudi takrat, tisto leto, tudi se pravi že 10 let od tega, sem uspel narediti ta edero, mislim, bršljanov med. In bršljanov med je res skoraj grozen, ne, je skoraj slab, ne. Samo da med čebelarji tista stvar je zelo posebna, ne. Tisti za njih je bil ta slabši med, ki so kdaj videli v njihovem življenju. Ta boljši je bil drugi. Tisti med ten je bil tako imenovani bosanski med, ne ki pride iz Bosne. Tisti, ki ga je naredil, ne, ga ni bilo tam med nami, in je rekel, dajte poskusiti tudi to. Kaj je naredil? On je dajal za jesti vodo in sladkor, ko je cvetela akacija. Tisti med ni imel nobenega okusa. Je bil plehk, Sladek. je bil samo sladek. In to,
ne, v bistvu to je dokaz, da to je tisto, kar so potrošniki navajeni. Niso navajeni na močne okuse, na izrecne okuse, take močne, ne. Medtem ko so, mislim, greš do Edija oziroma priješ na Kraz, greš do Silvanota, tam dobiš mede, ki so cvetlični medovi ali pej akacijo ali pej kar je, ki so močni, so okusni, imajo okus, ni da ga nimajo, ni da so samo sladki. In potem pravijo, da ja, jaz rabim sladkor samo za sladkat. Hvala lepa, ne. Hvala. Če smo navajeni na tisto, je logično, da smo Prosim? Kot olje, je enako. Prej ste govorili tega acido oxalico. Ja, oksalna kislina. Ja, od kega vzamete, ker so tudi neke rastline, ki ga imajo. Ja, za zatirevanje teh Varoje, moraš uporabljati v bistvu zdravila, ki so, kako se reče, ki jih prodajajo, ki so agrarji ali so ministrstvo jih odobri in se lahko uporablja za tisto. Ja, Drugače če bi čebele srkali od tega detlice, Oxalis acetosella, ki jih je dosti sort. Kaj Bog ve, če bi one same, ker tudi to manuka je proti vnetju T3 in lipa, to smo vedno vedeli, da je za proti vročini, to da je zelo res, rastline in tudi rože, ki čebele srkajo, niso vse enake, ampak jaz vidim, da srkajo praktično vse pri vinogradu. Ena moja prijateljica ima zdaj, Panje, se je učila tukaj, mam je rekla, da ne grejo na jazmin. To sem hotela vprašati. Katera je jasmina, prostite? Jazmin, ki zdaj imajo vsa hiše. Ne hodijo na jasmino? Ne, da nočejo in se jim ne dopade. In res jih ne vidim tam. Mislim, da je genetsko tudi to. Morda. Jaz jih vidim, da so na jasmino. Ja, ponavadi so, ja. Ne hodijo. Bom pregledal nazaj jutri. Mogoče imajo kaj boljšega. Ja, kaj boljšega imajo. Zelo verjetno, ja. Zdaj lipa, nekaj. Prosim. Dobro večer. Ne, mene zanima ena stvar. Dostikrat beremo zdaj o teh čebelah, so članki in taki večkrat vabila ljudem, naj vsadijo recimo v gredico okoli hiše, prijazno, rastline oziroma rožice, čebelam prijazne in podobno. Koliko je smotrno za enega čebelarja, recimo ne amaterja, ki se s tem ukvarja tako rekoč profesionalno, da tudi vsadi nekaj v smislu potem paše, ne vem, konkretno eno njivo ajde ali pa eno njivo lavande ali ne vem. Je smotrno ali ne? Glej, v momentu, ki postane tudi od enega samega ali pa tudi če je majhno, tudi če je zelo majhno, je smotrno, vedno nekaj takega. Ker če ne drugega se sam, kako bi lahko rekel, si pripravljen na to, da lahko pomagaš v bistvu, tudi z majhnim nekemu živemu bitju, kot je čebela. Če 10 ljudi kot ti premisli, da namesto ko rabiti špricati na rožah, tako, tisto, kar je tisti molj, ki mi poje eno listič, ne 20, en listič, če že 10 ljudi tega ne dela, pomagamo čebeli, logično. Če po drugi strani, če mi rečeš, dam eno njivo, dam nekaj več kot eno njivo ali podobno, tudi tu lahko pripomore. Logično, ne bom delal potem sivkinega meda, če to je bilo lahko vprašanje, ali pa ajdovega meda z eno njivo oziroma nekaj več. Tisto pa, kaj lahko narediš, tisto pa pomaga čebeli, da preživi. Ali pa da v določenem trenutku, kot je suša, ko je toplo, ko ni več cvetenja, imajo nekaj, na kaj se lahko oprimejo. Zdaj,
govorimo o površinah. Če govorimo o površinah, ki so potrebne za čebele, da pripravijo oziroma da pridelajo nekaj meda, govorimo o nekaj, kar je preveč velikega za nas. Ne? V bistvu, če mislimo, da bomo dali 1, 2, 3 hektarje nečesa, niso zadosti. Dajmo si biti jasni. Prosim? Da bi bilo zadosti. Ne, se bojim, da ne. 1 hektar, 2. Lejte, na Krasu pred Prvo svetovno vojno je bil tipični med, je bil ajdov med. Pred Prvo svetovno. Samo moramo pomisliti, da pred Prvo svetovno vojno na Krasu je bilo 80% več površine obdelane kot tiste, kar je danes, in da vsi tisti, ki so obdelali to površino, vsaj drugič v letu so sadili tisto ajdo. To se pravi, da ni bilo 2 hektarja, je bilo zelo verjetno 50 hektarjev v vsaki vasi. Zaradi tega se bojim, da 1 hektar pomaga. Ne rečem, da ne. 2, morda, bilo za poskusiti. Idemo poskusiti? Tako da... Jaz bi takoj. Koliko kilometrov lahko do 3 kilometrov, tudi do 5 v resnici, odvisno. Če ima bliže krmo, se ustavi, ker ne izgublja časa in ne troši energije v prazno. Torej za sivko moramo iti nujno v Francijo, ker je cela Provansa, recimo, in dobiš tako majhne, ne vem, kako je, 100 gramov ti prodajajo, ne? Olje esenciali, Ja, olje oliv. tudi med, ne? Tudi med, ja. Ja, ima zelo malo, ki tega prodajo, ker ogromno stane, ker sivka je zelo, ni donosna, zelo malo donosna. Aleš, najlepša hvala, da si bil z mano, ne? Upam, da tudi za publiko je bilo lep večer, poučen večer, ne? In hvala še enkrat, da si vzel čas in Franka. Hvala lepa, lep večer. Ja, najlepše bi končali, če bi imeli zdaj tukaj kakšen med, ne, in da bi malo pokusili in se posladkali, ne. To bomo pa drugič organizirali, ne. Je več čebelarjev kot, ja. Kot medu danes. Ja. Nihče od vas, ne jaz, ima nihče od vas. Najlepša hvala, Aleš, za zanimiv večer. Hvala lepa. So se marsikaj naučili, veliko bi še radi znali o tem, ne. Hvala tudi Jakobu, ki je nocojšnji večer vodil, in hvala vsem vam za udeležbo in lep večer še naprej. Samo opasko Aležu, ker je pozabil zdaj na koncu. Ponavadi, ko konča in čebelar mora reči naj medi. Naj medi. Naj medi. Naj medi.